Ljubitelice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni. Sliko smo se preselili na Bonifiko, kjer bomo v sobotnem nogometnem večeru pospremili obračun 16. kroga prve lige Telemach. Koper pa v svojem domovanju pričakuje Tabor iz Sežane v obalno-kraškem, neke vrste kar derbiju. Kar se tiče nekaterih stvari pri Koprčanih, Mitja Viler, legendarno pravzaprav ime Koprčanov, se je nekako pojavil, oziroma njegovo ime v medijih, potem ko utišal tiste govorice glede nesporazuma med Zeljkovićem in Vilerjem, je dejal, da se tudi Rajčević počasi pripravlja na konec karijere, ampak Rajčević v tej sezoni redno igra. Tole pa je bil zanimiv poizkus Kahima Perisa. Žužek, Vešner, Tičić na desno stran. Novoselec nadaljuje tole akcijo. Tičić zdaj pred vrata. Še traja napad Kopra. Novoselec zdaj v kazenskem prostoru. Pa Barišić. Tole bo Barišić iskal. Brško je nekar strelj proti vratom. Našel ga je, toda našel tudi blok. Lavinkoli, pa Max Barišić. Tole bo verjetno spet iskal morda celo zaključek. Max Barišić do strela in tole je. Maribor je danes premagal Bravo v spodnji Šiški, medtem ko imajo zdaj morda priložnost nogometaši Tabora. Sicer kosi do zaključnega strela, toda prvoligaše, še 4 krogi. Na tole zdaj podaja proti Barišiću, tole je bila odlična žoga. Max Barišić je zdaj pred vrati Tabora. Barišić, blokiran strel, ki bo končal v kotu. Na rob 5-metrskega prostora, Osuđi je potem dobil skok. Novoselec proti Vešner Tičiću daja na 11 metrov, tam je Kosi odbil Osuđi, tole je zdaj velika priložnost, Koli, gol! 1-0 za Koper, 70. minuta, kar nikoli uspelo v Ljudskem vrtu, mu je uspelo zdaj na Bonifiki. Tole je zadetek, ki ga je domače občinstvo čakalo, in tole je zadetek, ki so ga Koprčani dočakali v 70. minuti, ko torej Koper vodi z 1-0. V zadnjih trenutkih, v zadnjih minutah, vendarle nekoliko podjetnejši Koprčani. Ponudila se je priložnost Laminu Koliju, ki je bil danes precej neopazen. Zdaj pa je prišel do svojega 3. gola v tej sezoni. Nobenega suma v kakšnem prepovedanem položaju. Žužek se je tule zelo dobro znašel. Zdaj na oddajnejšo vratnico, tole bo priložnost za Toma Kljuna, podaja nazaj, potem pa Ignacio Geriko prek vrat Tabora, ampak zdi se, da Kraševci nimajo prave rešitve za obrambo Koprčanov. Osuđi zdaj pelje proti napad, še vedno Osuđi, precej prostora bo tule za Koprčane, še vedno vleče tole žogo Osuđi, Osuđi pregrava, še vedno Osuđi, pa zdaj morda priložnost in ostaja pri 1-0, sprožil je na koncu rezervist Nikola Krajinović. V moji družbi domači trener Zoran Zeljković. Zoran, ena zelo, recimo temu, težka tekma za vas. Opazilo se je mogoče, da niste v tisti optimalni formi, ampak na koncu pa izjemno pomembna zmaga. Se strinjate? Ja, se strinjam. Zelo težka tekma, tako kot ste rekli. Mene veseli, da smo dali veliko energije v to tekmo, kajti na zadnji tekmi smo bili prazni. Vedeli smo, da bo težko, se pravi, nasprotnik je bil večinoma vsi za žogo. Ni bilo lahko, ampak mi smo vztrajali in na koncu bili za to nagrajeni. Zdaj seveda se boste mogoče malce izognili temu vprašanju, pa Koper je tako kot pred septembrskim in oktobrskim reprezentančnim premorom znova na vrhu prvenstvene lestvice. Vas to navdaja predvsem z neko motivacijo za nadaljevanje sezone? Dobro, sigurno. Na začetku so vsi govorili, da so nekatere ekipe zmatrane. Mislim, da smo zdaj, ne glede na vse, pokazali neko, da imamo neko konstanto, se pravi, da ne nihamo preveč, se pravi, tudi po porazu se znamo dvigniti. Zgledamo na trenutke dobro, zavedamo se svojih pomanjkljivosti, da moramo še veliko
narediti, da bomo res dobra ekipa, ampak naš cilj je, tako kot sem rekel, vedno Evropa, kar ne pomeni, da bomo vse vzeli, če nam nasprotniki ponujajo. Glede na to, da v zadnjem obdobju niste tako blesteli v obrambi, kako pomembno je, da danes niste prejeli gola? No, sigurno. Pravijo, da če ne dobiš, da obramba prinaša trofeje, napad pa zmage, tako da ja, zelo pomemben segment v igri. Jaz skozi govorim, da so na vrhu ekipe, ki dobijo najmanj golov in zelo pomembno, da bomo to nadaljevali v takem ritmu. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. V moji družbi Žan Žužek iz tabora Koprčanov. Težka, trda tekma, za katero se je kar nekako zdelo, da je bo odločil en sam zadetek, na koncu ste ga zabili vi. Kako je bilo vse skupaj videti iz vašega zornega kota? Ja, sigurno je ena težka tekma, kakor je zmeraj proti Sežani, ta primorski derbi, ampak mi smo danes odigrali eno zelo dobro tekmo, prvi polčas, nadzirali potek, napadali, nažalost nismo zabili, ampak potem drugi polčas smo izkoristili te priložnosti, v bistvu, ki smo jih imeli in na koncu mislim, da zasluženo zmagali. Kako lep je zdaj znova pogled na lestvico, še na en reprezentančni odmor gre Koper kot prvi? Kakor sem rekel, že prej nismo še nič naredili. Prvenstvo je še dolgo, borba bo še težka. Nasprotniki so nas trenutno jeli, ampak mi gremo zdaj v ta reprezentančno pauzo še z večjim motivom in upam, da bomo šli tudi na zimsko pauzo prvi. Hvala in srečno v nadaljevanju sezone. V moji družbi Dušan Kosič. Težka borbena tekma, pravi obalno-kraški derbi, na koncu je odločil ta en zadetek. Kako ste vi vse skupaj videli z roba igrišča? Ja, ne samo to tekmo, že vse prejšnje tekme nas enostavno borbe fantom ne moramo očitati, ker so dali vse od sebe, tudi discipline v neki fazi branjenja. Proti naprej smo bili, ne bom rekel, slabši od Kopra. Koper je izkoristil tisto eno priložnost, ki so jo imeli, lepo odigrali, zadeli. Mi na drugi strani smo imeli kar nekaj situacij, kjer bi lahko bolje zaključili, pa pač nismo in se pravim, pohvale fantom za vztrajanje do konca, pa vendar bomo mogli biti bolj natančni. Na koncu se zdi, da se je poznala tudi kar nekako vaša kratka klop. V igro ste postavili nekatere res mlade igralce. Kako je v teh trenutkih, ko imate kar nekaj odsotnih igralcev, najti tisto pravo kombinacijo, ki bo zdaj naprej pa mogoče prinesla rezultat? Pa saj so vsi fantje, to so mladi fantje, verjetno ne bojo v tem momentu težko rezultat delajo, bojo pa verjetno v prihodnosti se tudi to naučili. Tako da imamo pridno skupino fantov, seveda je pa rezultat tisti, ki te pametnega naredi in še enkrat čestitke za vloženi trud, pa v zadnjih kolih nam tudi nogometni moment ni naklonjen. Enostavno se nam nič ne poklopi, ampak glave gor in v trening. Glede na nekatere težave s poškodbami, kako prav bo zdaj prišla tale pauza? Pa bo, imeli smo kar nekaj teh stvari, ampak vse imajo tudi drugi klubi, tako da tukaj ne bi nekih alibijev iskal in nič. Sem videl fante, da so poklapani, jaz danes nisem razočaran za pristopom, niti na prejšnjih tekmah, ampak rezultat pa enostavno nismo učinkoviti. Najlepša hvala in srečno v nadaljevanju sezone. V moji družbi Dino Stančič, napadalec Sežane. Težka tekma, mogoče še posebej za napadalce, malo priložnosti, predvsem pa veliko borbe, veliko želje, ampak na koncu rezultat verjetno ni takšen, kot ste si želeli. Ja, res je. Mislim, da je že zadnjih 4 tekme identičen rezultat. Ne vem, nekaj nas blokira, ne gre nam. Moramo se dvigniti čim prej z tega negativnega niza. Mogoče je dobrodošel tudi ta reprezentančna pauza, da stisnemo glave in še bolj garamo, ker enkrat nas bo moglo nagraditi. Ne steče nam niti v napadu, dobimo iz ene priložnosti od nasprotnika dobimo gol, tako da moramo se popraviti v vseh segmentih igre. Kaj bo zdaj nekako najbolj pomembno v teh dneh, ki prihajajo? Kako se predvsem verjetno psihološko pripraviti na zaključek jesenskega dela? Ja, sigurno. Po prejšnji reprezentančni pauzi je bilo nekako vse super. Zdaj pa ne moramo biti niti malo zadovoljni kar smo naredili v teh 4-5 tekmah. Tako da predvsem psihološko se dvigniti in iztržiti maksimum iz teh zadnjih 4 tekmah pred pauzo.
Lepša hvala in srečno nadaljevanje sezone. Hvala.